v šole šlo skoraj 200.000 osnovnošolcev, od tega malo več kot 20.000 prvošolčkov. In da bi te svoje šolske izzive preživeli kar se da radostno in uspešno premagovali te svoje dnevne izzive, je fajn, če jim za zajtrk pripravimo nekaj hranilnega, nekaj, kar podmaže njihove možgane in seveda tudi ob tem njihove brbončice. Zato je danes z mano Barbara iz veganskega bistroja v Ljubljani iz Barbarele in nam bo danes pripravila en hranilen obrok za naše šolarčke. Barbara, pozdravljena. Kot prvo, smo se že pogovarjali, jaz sem tvoja oboževalka, tvojih receptov. Tako da se veselim, evo, da imam priložnost skupaj s tabo kuhati. Ja, super. Zanima me, kaj bova danes naredili. A bo to en tipičen slovenski zajtrk, ala kruh, maslo in tako naprej? Mislim, da Barbarela ni znana po tem. Ja. Danes bomo pripravili za šolarje en tak bogat beljakovinski zajtrk na tak zelo okusen način, in sicer ovseno kašo, mi rečemo porridge skleda, porridge bowl z arašidovim maslom. Zelo je pomembno, da šolarji dobijo to hranljivo vrednost, da dobijo zagon zjutraj. Recimo moja malčica je zjutraj najbolj lačna in ona že govori in tudi to jed zelo obožuje. Tako da pripravljali bova iz ovsenih kosmičev. In to so te sestavine, večinoma sestavine, ki hraba jih imava založeno pultu, ne? Šli sva po sestavine v Hofer in večinoma uporabljava v bistvu njihove bioizdelke iz njihove linije Bio Natura. Tako, ja. Tako da super, evo. Evo, začele bova z ovsenimi kosmiči, in sicer fino je, da uporabljamo polnozrnate ovsene kosmiče, ker te največ dejansko hranil ohranijo, imajo pa tudi ogromno beljakovin. Pol skodelice vsebuje kar 13 gramov beljakovin. Tako da raba v bistvu za ta recept približno pol skodelice ovsenih kosmičev. Potem pa, mi smo znani po rastlinski kuhinji in uporabljamo tudi v bistvu rastlinska mleka, tako da bom jaz malo segrela riževo mleko, lahko pa uporabite tudi recimo sojino mleko ali pa ovseno mleko, pač svoje najljubše mleko. Verjetno bi lahko tudi čez noč kdaj prej pripravili te kosmiče, kaj predlagaš? Tako, ja, lahko čez noč, lahko že dan prej, pa se namočijo, in zjutraj vzamemo samo iz hladilnika in samo nadevamo sveže sadje. Lahko spravimo v steklene lončke, damo pokrovček gor in v bistvu lahko za na pot ali pa kot zdravo malico. Potem bova pa dale v blender, bova dale eno banano. Banana je tudi zelo hranljiva, veliko energije da, V bistvu je tudi super hrana za možgane. Za otroke sploh tudi veliko magnezija vsebuje, kalij in v bistvu krasno, ker ima naravno glukozo. Tako da lepo v bistvu vpliva tudi že na vse zgodaj zjutraj, konec koncev na krvni sladkor. Res je, in je fino, ker ta skleda ne vsebuje klasičnega sladkorja in je to tudi en tak način, s katerim osladimo našo skledo na bolj naraven način, se pravi fruktozni sladkor. No to je fajn, ker otroci vseeno imajo radi zjutraj sploh. Tudi mi imamo recimo radi sladko in se na ta način lahko malo pocrklamo. Zdaj bom dodala to mleko, ki smo ga malo segreli. Pa bomo zmešali v blenderju. Potem je pa fino, da malo pustimo, da se, ko bomo prelili mleko čez, da se majčkeno namočijo ta semena in bomo midve med tem časom potem pripravljali vse sadje in vse dodatke za naskledo. Ki jih potem čez lepo obložiš. To bo potem res delo tako fajn barvno tudi. Tako, ja, zelo vizualno privlačno. Da jim je tudi zanimivo potem takem. Zdaj, ena varianta je, da to čisto miksamo, da dobimo tako kot neke vrste smuti. Lahko bi pa to banano tudi pretlačali, pa bi bili malo tudi čutni pa vidni koščki banane. To je pač čist po izbiri. Tako zdaj bo dale to čez. Meni se zdi super ta varianta. Tako lepo se mi zdi, da se fajn zmiksa pa. Tako bo prelile čez, pa bomo malo zmešale. Tudi v bistvu recept je pred vami na ekranih, tako da
v bistvu malo tudi točno natančno izpisano, kaj vse bo v bistvu Tako, ja. uporabili. tudi- Se mi zdi, da boš tudi uporabila veliko teh mešanic semen, arašidovo maslo, čija semena sploh, a ne. Ja. Tako da res dobijo tudi veliko omega-3 potem s tem za možgane, kar je tako res super, da otroci se tako. Ja, malo veliko v bistvu bova dodala enih takih hranilnih boosterjev, tako da bo imeli otroci veliko energije čez dan. In tudi s to skledo, ki jo poješ, dejansko si sit dolg časa, vsaj nekaj ur do kosila in lahko v bistvu tudi upravljaš ogromno aktivnosti, ne boš hitro lačena. Ne? Česa pa ti mogoče ne bi priporočala za zajtrk? Definitivno industrijsko predelane hrane, se pravi, da imamo tako visok porast sladkorja že takoj zjutraj, ker potem čez cel dan smo konstantno lačni in bi radi še več junk food hrane jedli. Tako da je treba, zjutraj treba res paziti, kako začnemo dan, zato da bomo lepo v bistvu uravnavali krvni sladkor čez dan in da bojo tudi naša hotenja po hrani bolj zdrava, bom rekla. V bistvu, ko da že zjutraj nekako nastaviš, poveš svojemu telesu dinamiko, v bistvu. Za čez cel dan. Ja. Ne? Zdaj otroci se mi zdi, da naravno posegajo po zajtrkih čez dan, mi starejši smo se mogoče malo razvadili. Ja. Pa je treba paziti pač, a ne, da zjutraj tudi se potrudimo, pa zaužijemo ta obrok, ker če se prav dolg časa postimo, pa mislimo, ok, zdaj pa ne bom jedel, pa bom zaradi tega shujšal ali pa bom zaradi tega, ne vem, imel bolj plosek trebuh ali kakorkoli, se lahko pojavi želja po hrani potem zvečer in ta je toliko močna, da pojemo preveč in smo lahko v enem takem začaranem krogu, da jemo zvečer namesto zjutraj, ne, tle je treba ful paziti. To je tak pogost trend, Zelo v bistvu. pogost, A ja. potem takem tudi misliš, da je verjetno za najstnike sploh pomembno očitno, potem, ko govoriš, da imajo res zajtrk, sploh, ko doživljajo te razne hormonske spremembe v telesu, pa da je vsej neka stabilnost. Ta stabilnost se shranili. začne zjutraj res z zajtrkom, tukaj je najmočnejši nastavek, ne, in je treba paziti, da ga ne zamenjamo za zvečer, ker zvečer, ko hormoni začnejo v bistvu delovati, a ne, pa mi nismo imeli primerne hrane, se zelo težko ustavimo in ko začnemo jesti, jemo. Ja, verjamem. Zdaj boš pa torej obložila, obložila. zdekorirala. Narezala sem v bistvu, fino je imeti neko sezonsko sadje, jabolka imamo vedno na voljo, jaz bom dala v bistvu takole narezan jabolček. Potem imamo maline, maline imajo tudi nizko vsebnost fruktoze pa borovnice. Takole jih narežemo. V bistvu je res tako vse skupaj pisano. Ja, Fajn, zelo take pisana lepe barve. skleda. Zaužijemo ogljikove hidrate, zaužijemo beljakovine. Ti si sama rekla, da imaš tudi malčico, torej kako ona se odziva Ona na ima take zelo zajtrke? rada, ona ima zelo rada sadje, zelenjavo, to sem zelo hvaležna in upam, da se to nikoli ne bo spremenilo, ker pravi, da se to spreminja. Lahko z leti, a ne, tako da zaenkrat ima ful rada brokoli, kumarce, vse vrste sadja in v bistvu to bo sprejela prej kot nekaj industrijsko predelano hrano, ker jaz tega pač doma nimam in ne dajem. Zaenkrat še ne. Kaj pa bo, bomo pa videli. Ne? Se verjetno je tudi to, ko na kakšen način jim predstaviš neko hrano, koliko zanimiv tudi tisto obrok narediš, pa da se ogromno, se mi zdi, čarati s tako hrano. Tako, ja. Tudi s kakšnimi začimbicami, a ne konec koncev. Res je. To zgleda ful lepo. Ja, dale sva jabolka, potem sva dale maline, borovnice, Ja. potem bova dodale še Kakšna semena čija imamo? semena. Ja, čija semena imajo tudi, delajo funkcijo v bistvu vlaknin v telesu, nam pomagajo v bistvu čistiti iz telesa, plus beljakovine imajo. Ne? Pa je zjutraj sploh super tole. Tako, ta Krasno. kombinacija je res vrhunska. Zdaj bom dodala. Mi tako se res potrudimo, tudi v našem bistroju, če se boste naročili tako skledo, boste dobili res ličen zajtrk in presežem, da boste siti dolg časa. Pa še zadostiš dovolj potrebam kalorije za tisti dan, za Ja. otroka, tako da super. Zdaj imamo še mešanico različnih semen, tle so sezamova semena, bučna semena, sončnična semena, tako da bom še malo tega dodala. Takole. Pol pa da mečkam zasladimo, pa jaz dodam marmelado, če ne želite pač dodatnega sladkorja uživati. Ja, mene zdaj kar mika, da jaz to malo sprobam. Nisva še končale? Imava še kakšno žličko mogoče? Da vidiva. Ja, mava. Evo, Hvala. to mehno. Takole zdaj bomo dali še marmelado. Ta marmelada bo tako nekako povezala to najino skledo, ovseno skledo in to je tako kot pri palačinkah, kad daš marmelado, ki jih dvigne, a ne?
Pa dodali bova še arašidovo To se še maslo. spomnim, da si rekla, ja. Arašidovo maslo je v bistvu, arašidi vsebuje ogromen proteinov, lahko pa, če ste alergični ali se nekateri izogibajo, dodate mandljevo maslo, mandlo iz indijskih oreščkov. a ne. Opcije torej, Ja. ogromno, super. Možnosti je veliko in tako, kot sem že na začetku povedala, lahko spakirate v en lonček, tako kot je lonček recimo za marmelado, pa se lepo zgradi po plasteh, zapre in to lahko počaka ali do naslednjega dneva, ali gre pa na pot na piknik, v šolo, za malico, kot en tak prigrizek, zdrav snack. Ok, super. Evo, Tole pa moram jaz zdajle sprobati, prav izgleda zelo mamljivo. Evo, našla sem sva žlico. A si drugače že probala kakšno tako skledo pri nas? A veš, da drugače ne in je prvič, nikoli si še nisem delala na tak način ovsenih kosmičev, tako da ful dober. Druga varianta bi bila tudi, da bi spodaj podlago dali Prav tako lepo izgleda, mi je škoda. kot smuti podlaga. A ne? Za polet recimo, da naredimo malo bolj tako zmrzlino, kot smuti bowl, a ne? Torej od spodaj. Tako spodaj. To je mogoče malo bolj zimska varianta. Dobro. Tiste pa poletna. Lahko probaš še malo z marmelado. Hvala, Barbara, Ja, za tak nekaj. krasen obrok. Hvala tebi za povabilo.